Dober dan in lepo pozdravljeni v tokratnem delovem podcastu o politiki. Moje ime je Suzana Kos, s kolegico Barbara Rožen pa sva v studio naše medijske hiše tokrat povabili gospoda Vladimirja Prebeliča. 14 let ste že kočevski župan, ste tudi profesor na Fakulteti za družbene vede. Očitno pa, da vas zanima tudi politika na evropski in tudi na državni ravni, če pravilno razumemo informacije, ki jih slišimo o vaših dogovorih. Sicer ste se na državni ravni prvič preizkusili že na predsedniških volitvah. Pravzaprav ste bili presenetljivo uspešni, vsaj po mnenju nekaterih ocenjevalcev, in takrat ste dosegli 4. mesto. Najlepša hvala, da ste prišli. Znano je, poročali smo že o tem, da se usklajujete o podpori na evropskih volitvah z večjimi strankami. Stranko Vesna, ki vas je podprla že na predsedniških volitvah, pa tudi Desusom, ki ne bi predvidoma prihodnjo sredo obravnaval ta vaš nastop, podporo na svetu stranke. Ali to pomeni, da je odločitev padla, da greste na evropske volitve? Da. Odločitev je dozorela in padla, torej moram povedati, da ta rezultat, ki sem ga dosegel na predsedniških volitvah, je bil rezultat nekega, bom rekel, amaterja pravzaprav v tej zgodbi. Namreč sam osebno sem še vedno malo idealist. V politologiji sem nekaj časa že na fakulteti in ves čas razlagam to, da pravzaprav ima vsak priložnost, celo možnost ali pa v neki fazi celo dolžnost, da nekaj ponudi, proba spremeniti nekaj. Pa sem ugotovil, da ta stvar ni tako enostavna. To moram pošteno priznati in izkušnja je bila zanimiva, je bila pa tudi kar težka. Zaradi tega, ker ko vidiš, kako deluje pravzaprav politična krajina, kaj vse je potrebno imeti, kakšne oblike podpor so zahtevane, da narediš nek rezultat, potem se to stvari te postavijo na realna tla. To se mi zdi pomembno povedati. In zaradi tega sem bil toliko bolj zdaj previden pri tej odločitvi, ker bi nerad se odločil za nekaj, pa potem bi se skupaj zgledalo, ne rečem amatersko, ampak premalo resno. Kaj pa se vam je zdel največji problem pri prejšnji kandidaturi? Kaj je to? Denarna sredstva, sama organizacija? 3 stvari. Absolutno brez finančnih virov je zelo težko. To moram iskreno povedati. Jaz sem mislil, da če obiščem toliko slovenskih krajev, se pogovarjam z ljudmi, izmenjam toliko in toliko besed, stisnem toliko in toliko rok, da to je dovolj. Ni to, da sem tistim, ki to mislijo, lahko že zdaj povem, da je stvar malo drugačna. Zakaj viri finančni? Zato, ker je preprosto potrebno pokrivati določene izdatke, se pravi plakatna mesta, stroški, ki nastajajo s tiskom tega, onega, tretjega, objavljanje različnih prispevkov v revijah in tako naprej, to seveda ogromno stane. In ta nevidnost, moja nevidnost v samem začetku kampanje je bila po mojem mnenju kar pomembno odločujoča, da pravzaprav nisem uspel nobenega pravega rezultata. Tudi zaznavali me niso ankete v tem začetku. In seveda, ko se je to nakopičilo, je bilo tudi z mediji težje, ker mediji tudi seveda vsak poišče tisti, ki ima narekovaj več šans, da bo uspel, in takrat sem bil na nek način ocenjen za outsiderja. In iz tega te ne jemljem več nobene zamere, ampak to je realnost, je pač tako s tem bodo živeti, tako da če brez virov seveda ne gre. Druga stvar, brez neke platforme, ki bi ti izdatno pomagala preomenjene korake delati po terenu in tako naprej, je spet zelo težko. In tretja stvar je seveda tudi neka naklonjenost različnih medijskih krajin in drugih, ki jo lahko nekateri zagotavljajo iz prve točke tega najnega pogovora. Torej, če tega ni, je to težje. Ampak kakorkoli že, izkušnja je bila zanimiva in je ne jemljem za slabe. Mislim, da je bil rezultat, kakor ste sami ugotovili, sorazmerno spodbuden za nekoga, ki vstopa v ta prostor, ampak zdaj, ko sem pa to vse skupaj premljal in premislil in tudi v nekaterih smislih organizacijsko dozorel, ker sem naučil se to lekcijo iz preomenjene zgodbe, se zda pa ta stvar lepše peljati. In tukaj gre zdaj za eno plejado nekih akterjev, s katerimi se pogovarjam, ampak preden grem na to, kdo so ti, se mi zdi zelo pomembno povedati, da je situacija v Evropi, katero spremljam sam in verjetno nisem edini, ki jo spremljam, skrajno zapletena in se mi zdi, da naslavljamo absolutno napačne teme. Recimo, vas lahko se pravičujem, ker vas prekinjam, imamo še koliko vsebini še govorili.
Zdaj so vas ankete pa že zaznale, a ne? Tako, čeprav do danes še niste avtirali, a ne? Definitivno. In vam kažejo, da bi lahko dobili enega evropskega poslanca. Ampak prej ste se vi odločili za to, da se boste skušali dogovoriti za podporo Vesne, Desusa, morda še kakšne druge stranke. Ste se pogovarjali z SD-jem in Gibanjem Svoboda. Zakaj se niste dogovorili? Kaj je bil tisti problem? So vam postavljali kakšne pogoje? Ali ste vi njim postavljali, pa jih oni niso sprejeli? Dve stvari se mi zdita v tem kontekstu pomembna. Zdaj, prva je ta, da tudi ko sem šel na predsedniške volitve, ste spremljali sami moje napore, sem želel nekako nastopiti z neko novo politično agendo. Agenda, ki bi presegala klasične delitve med levim in desnim, ki bi presegala vrtičkanje posameznih političnih strank, klasični strankarski pa strankokratski boj za položaje. Jaz se ne morem zniti občutka, da vsakokratna vlada, katerakoli že je, pravzaprav državo razume kot plen in si potem samo delijo te in druge položaje in potem se konča stvar tako, kot se konča. Skratka, to so vse stvari, ki so povezane s slovenskim strankarskim prostorom in ta modus operandi meni ni povsem blizu. To moram iskreno povedati in tudi v teh pogovorih, o katerih ste jih omenili z obema omenjenima strankama, stvar teče tako, kot jo oni razumejo. Ne? Se pravi, tukaj je bil na nek način prostor za neko obliko sodelovanja, kjer pa so bili pogoji seveda jasno postavljeni že pred novim pogovorom, ne? Z mano. Torej, moja agenda, ki je drugačna in vidi malo več in dalj, kot je recimo sama politična stranka, v ta koncept, ki ga živijo te politične stranke, ta trenutek očitno ne paše oziroma nima prostora. In tukaj so bili pravzaprav temeljne zadeve. Druge so pa tudi vsebinske narave, kjer seveda si nikakor ne želim, da bi vstopil v neko zgodbo, kjer je jasno videti, to lahko spremljamo, da nas v političnem diskurzu in dogajanju, da stvari pač po moje oceni ne grejo v pravo smer in ne želim biti del neke zgodbe, s katero se ne strinjam, samo zaradi tega, da bi sebi izboril več možnosti za izvolitev v nek položaj. Ni cilj moje kandidature, seveda je vedno tudi to, da želiš biti izvoljen, ampak ne za vsako ceno, predvsem pa ne za ceno, kjer bi moj pogled bil nekompatibilen z drugimi. No? V katerih točkah pa je vaš pogled kompatibilen z Desusom in Vesno? Zdita se povsem mestoma celo nasprotujoči stranki programsko. Torej, zdaj z Vesno, z teh težav seveda nisem imel tudi že po času predsedniške kampanje. Njihova agenda, ki se mi zdi izjemno pomembna, prej sem s tem hotel že, pa bomo mogoče zdaj, ki naslavlja nekatere vprašanja sobivanja na našem planetu, sobivanje skupnosti vseh nas, se pravi trajnostni razvoj, zeleni prehod in podobno. Te agende so za po moje oceni izjemno pomembne. Tudi kot nekdo, ki se ukvarja s konflikti danes, lahko že danes govorimo, da konflikti prihodnosti ne bodo konflikti za ozemlje per se ali pa za, ne vem, naravna bogatstva, ampak bodo za vodo, hrano, energijo in podobno. Skratka, stvari se spreminjajo okrog nas in menim, da je skrajni čas, da jih začnemo resnično udejanjati in se probati izogniti tistemu apokaliptičnemu stanju, ki verjetno bo sledilo, če seveda ne bomo storili ničesar. In tlele smo skupaj. Druga stvar, agenda, ki jo naslavlja zeleni prehod, je v svoji naravi vključujoča. Mi ne moramo narediti večjega koraka naprej, če ne bomo sodelovali, ne oziraje se, ali smo levi ali desni. Jaz mislim, da moramo oboje stopiti skupaj v tem kontekstu in narediti korak naprej. Evropa se srečuje danes popolnoma enakimi izzivi, vojna v Ukrajini, vojna v Gazi, begunci, tranzicija, zelena tranzicija in tako naprej. To so vse agende, ki jih potrebujemo kot sodelovanje. Kaj pa z Desusom? Skrb za upokojence? Tako je. No, ko smo se pogovarjali, mene so gospodje povabili na en pogovor, kjer sem jim predstavil, kako jaz vidim te izzive. Zdaj, zanimivo, smo se našli v enem ozkem pasu in to je, tudi njih skrbijo podobne zadeve. Ne boste verjeli, da tudi starejše, mogoče celo bolj kot neko srednjo generacijo skrbi, kje bodo ne samo njihovi otroci, ampak vnuki živeli, če sploh bodo, kakšni bodo ti pogoji, kateri bodo bivali. Torej ne gre za tisto klasično razumevanje spopada, ali bomo imeli boljšo penzijo, ne?
To mislim, da je tudi njim že jasno, da ta tema je absolutno premajhna. In drugič, tukaj je vprašanje demografskega stanja Evrope, tudi naše države, ki tudi njih na nek način skrbi. In v tem delčku smo se nekako srečali, pogovarjali, nismo se še dogovorili, to moram poudariti. Kako bomo, če se bomo dogovorili, je stvar bližnje prihodnosti, ampak ne za vsako ceno. Še enkrat poudarjam, namen vseh teh naporov ni samo si pridobiti nek mandat, ampak je namen bistveno širši, da bi na agendo, ki sem jo prej predstavil, dejansko lahko uspešno, učinkovito zagovarjali tako doma kot v tujini. Mislite, da obstaja možnost, da bi sodelovali tudi z platformo sodelovanja Žeta Logarja, ker tudi oni se želijo sodelovanja, ne, in naslavljajo določene teme? Z njimi še nisem imel pogovora, iskreno povedano. Ga nameravate, oziroma ste dobili vabilo z njihove strani? Zaenkrat ni še nobenega vabila nikjer. Sam osebno bi si želel sestati z njimi, zato, ker se mi zdi, da najmanj, kar je vredno izmenjati nekaj besed. Seveda težje lahko rečem, da je to izmenjava besed z SDS-om, kjer imam težave v marsičem, pa nisem svetovni nazor, je tudi način vodenja, upravljanja, to, kar smo pravzaprav videli v Sloveniji, to so stvari, ki jih jaz ne razumem tako, kot jih razumejo oni, in je škoda napora v tem kontekstu. Tukaj pa se mi zdi, zdaj seveda, če je to tako, kot oni govorijo, da je tukaj malo več širine, več prostora, je pa stvar verjetno smiselna tudi neke izmenjave mnenj in pogovora. Ampak kot rečeno, ta trenutek te točke še ni, nekaj časa je še pred nami, razumel sem iz medijev, da sami ne nameravajo sodelovati na evropskih volitvah, se pravi, tako ne gospod Logar, kakor so me zelo njihovi člani te platforme, ampak vendar, mogoče pa najdemo kakšno skupno, ko ali če bo do tega pogovora prišlo. Vas lahko vprašam samo še, ker ste omenili Janeza Janšo, ne, in kritično naslovili njegov način vodenja politike. Kaj pa gospod aktualni premier Robert Golob? Vas v čem spominja nanj ali... Jaz mislim, da se da državo upravljati bolje. To mislim, da nisem edini, ki tako razmišljam v naši državi. Zdaj, glede na to, da ste me predstavili kot 14 let na funkciji župana, lahko povem, da ni ta prehod tako enostaven, kot nekdo misli, da bo pač enostavno, bil dober menedžer, prišel v nek javni sektor in bil vrhunski upravljavec države. To so kompleksni sistemi. Sam sem se mogel marsičesa naučiti in menim, da sem se do neke mere celo naučil, ampak kot rečeno, ta prehod se mi zdi, da je bil zelo poenostavljen, razumljen tudi se strani vseh nas, ki smo v tej državi. Enostavno se nam zdi, da je, če nekdo nekaj dober, tudi dober tukaj, ni nujno, oziroma zdaj se dokazuje, da temu ni tako. Manjka teh veščin, več poslušanja, več razumevanja, iskanja nekih kompromisov in predvsem se mi zdi, da tudi je premalo prostora za neko dolgoročno vizijo, da se pravzaprav dnevno srečujemo z nekimi izzivi, kar je verjetno normalno, če upravljaš tako zahtevno stvar, kot je država, ampak vendar je pa dobro vedeti, kaj želiš biti nekje na neki točki. In vsakomu, tudi kolegicam in kolegam, ki se odločajo za kandidiranje, recimo za župana, vedno svetujem, temeljna naloga odločevalca, ki pride potem v pisarno, je ne da zna na pamet ZUP in podobne člene posameznih zakonov, ampak da ima neko vizijo, kje želi imeti ali kje naj bi ta občina bila čez toliko in toliko časa. Seveda bo potem tim pomagal, da se bo do tega cilja prišlo, ampak če sam tega nimaš, potem je to zelo težko in tle se mi zdi, da je prostora kar nekaj. Je kandidatura za evropskega poslanca vaša končna vizija ali je to korak k čemu drugemu? Zaenkrat se osredotočam samo od tega, da bi mi uspel ta mandat oziroma čim boljši rezultat. Menim, da je ta stvar zelo resna, kot sem rekel, tudi Evropa se nahaja na velikem razpotju. Verjamem celo, da ljudje to čutijo in zaznavajo. Nekje sem zasledil, da se naj bi udeležilo več ljudi, ki bodo prišli na volitve, kar je super. Tako na evropski ravni mi smo imeli anketo, oziroma neko študijo. Tako omenja naj bo 40%, kar je 10 več, kot... Mislim, da je 9% v Sloveniji, nekaj takega, ampak tudi na evropski ravni kažejo vse sedanje ankete. To je dobro, ker se mi zdi, da ta apatičnost do Evrope nas pravzaprav spravlja v razmere, v katerih smo. Se pravi, nekako se zdi, da je Bruselj v nekem sporednem svetu in vsi ostali mi v nekem drugem in tukaj je treba vzpostaviti neko tesnejšo povezavo in tle želim tudi sodelovati sam. Kaj se bo dogajalo v Sloveniji, kakšne bodo stvari leta 2026, sam ne predvidevam, da bodo volitve prej, zaradi zelo stabilne večine, je pa stvar potem, ko bo ta čas tudi prišel. Sami ste se nekako predelili za
zelenega politika, vsaj na evropski ravni, kot razumemo, odhajate tudi na kongres zelenih v Francijo. Ali držijo špekulacije v Bruslju, da ste tudi v igri za njihovega špicenkandidata? Dobro ste informirani. Ne, res je, odhajam na kongres, še drugič, to moram poudariti. Bil sem že leta 2022, takoj po predsedniških volitev v Kopenhagnu, kjer smo se že pogovarjali o teh vsebinah. Sam prihajam iz najbolj zelene občine v Sloveniji, 85% vseh površin je pokritih z gozdom in marsikaj smo dosegli v tem času, od tega, da ne uporabljamo več kurilne gorje pri ogrevanju mesta, da imamo okrožno gospodarstvo pri lesni pridelavi in tako dalje, tako naprej. Skratka, v Lyon odhajam z namenom, da bom sodeloval zelo konkretno. Načrtovana je tudi ena zelo dostodmevna okrogla miza, kjer se bom pogovarjal skupaj z županom Zagreba in Budimpešte na temo trajnostnega prehoda in pa kaj lahko seveda lokalne skupnosti v tem kontekstu prispevamo. To bo konec tega meseca. Tako je, oziroma ne, v začetku februarja. Zdaj, špicenkandidat, mislim, da je ta zgodba je že zaprta, to moram povedati. Bilo je nekaj govora o tem, da bi tudi Slovenija ponudila to vrstnega kandidata, ampak se mi zdi, da bi bil ta skok zdaj mogoče malo prevelik, vsaj v tem kontekstu, ker za to pa že moraš imeti tudi nekaj, bom rekel, praktičnih izkušenj, ne samo teoretičnega znanja iz področja Evropske unije, kar sicer predavam, ampak moraš že tudi kaj drugega poznati, tako da v tem kontekstu ne. Bodo 4 kandidati, sem pa vesel, da je eden izmed kandidatov, moj dragi prijatelj iz Nizozemske, ki je bil tudi v Sloveniji na obisku, gospod Bas, ki z njim dobro sodelujeva in jaz mislim, da bo celo on v tem uspešen. Znana so sicer stališča Basa, ki jih je večkrat ponovil tudi v Sloveniji, glede nasprotovanja jedrske energije. Glede na to, da ste se očitno oziroma se nameravate priključiti Evropski družini zelenih, kakšno je vaše stališče tukaj? Zdaj se recimo dala na mizo predlog, da se ob evropskih volitvah razpiše tudi posvetovalni referendum glede drugega bloka JEK. Referendum absolutno je ta pravi način razmišljanja oziroma odločanja o tako pomembni investiciji, kot je nuklearka 2 oziroma NEK 2, kakor pa ne bi dobilo to ime, ta projekt. Menim pa, da je prenagljen ta referendum iz 2 razlogov, in sicer, da premalo vemo vseh informacij v zvezi s samim projektom. To se pravi, da se strinjate z gospodom Golobom, oziroma Gibanjem Svoboda, ker je rekel, da je treba ljudi najprej dovolj informirati, da bodo lahko vedeli sploh, o čem točno, mi ne vemo, o kateri tehnologiji se pogovarjamo, kakšni stroški to bodo, kakšen bo sploh ta objekt, bo to 600 megavatni objekt, kot je zdaj na Krškem, ali bo 1200 megavatni objekt. Ogromno stvari ne vemo danes in vendar se danes odločati, se mi zdi preuranjeno. Verjamem, da je prav. Kaj pa na načelni ravni? Načelna ravni je pa tako. Jaz mislim, da je nuklearna energija umestna etapa, skozi katero verjetno bo potrebno iti. Govorim tudi na evropski ravni. Ne nazadnje se kar nekaj držav za to odloča. Torej, imate primer Finske, Švedske in tako naprej. Švedska je glihkar razglasila, da bodo šli po tej poti nuklearizacije, da bodo razogljičili tudi gospodarstvo. Sam ocenjujem, da preden se bomo Slovenci odločili o nuklearki 2, da bi moralo opraviti še najmanj 2 pogovora. In prvič je, ali mi iz obnovljivih virov v resnici smo naredili vse, jaz trdim, da ne. Tukaj je prostora tako na področju vetrne, kakor sončne energije. Drugič, ali imamo mi omrežje, ki lahko vse to tudi podpre in vemo, da ga ta trenutek nimamo. Torej, mislim, da velja najprej to izčrpati, preden se bomo spustili še v eno tako investicijo. Sam osebno se pa bojim tako ogromnih investicij, ker vemo, kakšne izkušnje imamo iz preteklosti. Kadarkoli smo šli veliko investicijo delati, vemo, ampak kaj se jih izogibati ne, ampak jaz mislim, da je potrebno vzpostaviti izjemno dobre mehanizme, opolnomočiti ljudi in pa seveda delati maksimalno transparentno. Tako na počez, veste, to so projekti, o katerih govorimo, ne vem, ranga 20 milijard evrov. To sta 2 proračuna Republike Slovenije. O teh stvarih je treba res poglobljeno razpravo praviti in ne zdaj na vrat na nos nekaj ljudi vprašati. Seveda, tukaj je potem prostor tudi za manipulacijo, ker če ljudje vseh informacij nimajo, se lahko odločijo, bodisi na okroglo ali pa celo so zavedeni v nekaterih kontekstih, pa nas seveda vse skupaj lahko boli glava. Torej, če želimo res transparentno
se mi ne zdi nobene škode opraviti temeljite analize, temeljite študije, temeljito opolnomočenje ljudi in šele potem storiti korak odločitve. Zdaj, povedali ste, s kom ste se pogovarjali, s kom se morda še boste, z gospodom Anžetom Logarjem. Kaj pa recimo na področju podpore kakšnih gospodarstvenikov znanih, da se je špekuliralo, da so se nekaj dogovarjali s gospodom Boscarolom, ampak potem smo preverili in to ni res. Ne vem, gospod Akrapovič je zelo znan, tudi kritičen ali s kom drugim, z nobenim od teh znanih imen. Nisem s temi gospodi, nisem srečal, sicer zelo cenim in spoštujem njihovo delo, ampak do zdaj nismo bili v kontaktu, mogoče bomo v prihodnje. Mislim, da vsi podobno razmišljamo o nekaterih stvarih, kar se tiče, kam gremo in kam plujemo, ampak do samega pogovora ni prišlo pri omenjenih osebah. Kaj pa s kom drugim? Zdaj, gospodarstveniki so previdni, jaz jih razumem. Ne? In tukaj se mi zdi, da je en mit, ki ga bomo mogli prej zelo jasno nasloviti. Namreč zeleni prehod se poskuša, predvsem se mi zdi, da je ta desni del in tega me je strah v Evropski uniji. Sovraženje gospodarstva. Tako, kakor da zdaj tisti, ki podpira zeleno, ti seveda škodi gospodarstvu. Obratno, jaz mislim, da je pa to velika gospodarska priložnost. Sem na pravi način se jo treba lotiti in tisti, ki so se na pravi način lotili, da nas žanje sadove in jih bodo šili tudi naprej. Torej, trmosto vztrajanje v neki umazani industriji je kratkega veka. In to nas bo tudi naučila zgodba z drugimi državami Amerike, kjer pospešeno izgubljajo gospodarsko konfrontacijo z Ljudsko republiko Kitajsko, ki že razume to zgodbo, že dela v tej smeri. Gospod bodoči predsednik, bom jaz rekel, Trump, ne pa razmišlja o tem, da bodo vzpostavili nazaj vso umazano industrijo. Skratka, tisti, ki razumejo in jim je jasno, da to ni napad na gospodarstvo, imajo tukaj veliko primerjalno prednost in tega bi si želel, to vrstnega razmišljanja bi si želel tudi v slovenskem gospodarstvu. In med njimi imamo tako imenovane zelene primere, ki so uspešni, dobri, vključujoči v vseh pogledih in ni treba biti nič strah. Samo o teh stvarih se je treba pravočasno in na pravi način pogovoriti. Mimogrede smo dobili tudi napoved izida ameriških volitev, ne? Lista za evropske volitve ne bi imela sicer 9 kandidatov. Ste se s kom pravite, nisem se pogovarjal s tem, z onim... Ste se vendarle s kom že pogovarjali, da pa bi šel na vašo listo? Zdaj, pri sestavljanju liste se mi zdijo, da so pomembne 3 stvari. Kdorkoli želi biti na listi. Prva stvar seveda je neko znanje in vedenje, da lahko v resnici nekaj prispeva v to zgodbo. Drugič, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da to so ljudje, ki so nekompromitirani z nekim preteklim življenjem, političnim življenjem v Sloveniji ali sicer. In tretje, seveda, da delijo neko svetovni nazor, o katerem sem govoril že tudi zdaj v vašem studiu. Oziroma sam vodim kar nekaj teh pogovorov s strankami, nismo dorekli še nobenih imen, zdaj se v glavnem pogovarjamo o mestih se zdaj pogovarjamo, koliko, kdo, če, pod katerimi pogoji. To je zapleten proces, to moram priznati. Tudi sam sem mislil, da je lahko to bolj enostavno, pa ni. Je zapleten, ampak bomo tudi to strli ta oreh. Ampak sem si izposloval, če smem tako reči, da glede na to, da sem potencialni nosilec liste, da imam tudi ta možnost tako imenovanega veta imenovanja ljudi na listo. Torej tudi, ko in če bomo dorekli razrez in mesta in položaje, sem si ohranil ta privilegij, da ne bi želel, da seveda se na listi pojavijo osebe, ki iz prej naštetih 3 razlogov na to listo ne sodijo. Mislim, da če mislimo iskreno in transparentno, potem je treba to začeti že pri sestavljanju liste in ne samo v besedah. Zakaj pa vas moti, ko ste rekli, da si ne želite ljudi, ki so se že politično udejstvovali? Narobe, da so bili kompromitirani z različnimi škandali, težavami in tako naprej v političnem udejstvovanju. Torej, tega si ne želim. Mislim, da je v slovenski politiki vse preveč različnih škandalov, težav in problemov in to dejansko ne samo, da se suva zaupanje, kar je temeljna valuta pravzaprav politika, če politik nima zaupanja, nima ničesar. In ne more tudi voditi, ker se ves čas ukvarja pravzaprav sam s sabo. In tega si ne želim, to je eno. In drugo, kar se mi zdi, da seveda prav je neko politično etiko probati pripeljati v ta slovenski prostor in seveda tega ne moram narediti, če pripelje noter sabo tudi probleme. Ampak vas bom tako izvala. Tudi vi ste, potem, ko ste, mislim, da se začeli nakazovati, da boste kandidirali, so vam zelo hitro hoteli
Avto. Avto. Ti meni ste prilimati. se čudili v Tarči, Ja. mislim, da električnem avtomobilu ministra Ja. Kumra in potem ste dobili nazaj, da imate tudi vi drag avtomobil. Ja, to so Slovenci zelo občutljivi. Se strinjam. Samo tukaj smo spustili dva detajla. Ne? Prvi je ta, da nakup mojega avtomobila je bil upravljen na občinskem svetu že pred enim letom, to so pozabili povedati. Ne? Torej, mi smo imeli zglasovano točko dnevnega reda, v proračunu umeščeno postavko, javni natečaj in poziv, ki je bil vsem jasen, in izbor tega avtomobila popolnoma vsem jasen. Torej, šlo je za nakup, ne za leasing. Ne za prilagajanje razmer in tako naprej. Šlo je za nakup. In ta nakup pomeni, da je avto še vedno v rokah občine Kočevje in ga bo tudi lahko prodala, kot mojega prejšnjega, ki smo ga prodali za 20 000 evrov. Letno delam 45 000 in več kilometrov, vsako leto, in zaradi tega je bila tudi ocena, da naj bo ta avto koliko toliko varen, pa da bo priključni hibrid iz preomenjenih razlogov. In ko smo mi dali ven poziv, da oddajo ljudje oziroma pač podjetja ponudbe, sta dospeli dve. In ta je bila pač tista, za katero smo se odločili. Tle je bilo popolnoma vse transparentno in za razliko od ostalih, ki vozijo tako in drugačne avtomobile, seveda jaz tudi plačujem boniteto za ta avto, 1230 evrov vsak mesec. Tukaj stvar je popolnoma in kristalno jasna, tle ni še za nobeno manipulacijo in zavajanje. Je bila transparentna. In tega si želim. Jaz nisem rekel, da avta nisem kupil nikoli. Ne? Način, kako smo ga kupili in kaj se z njim dogaja, je pa malčka drugačen. No, in če je to edina stvar, potem bomo zelo dobro mogoče še kakšno ime razkrili, o enem smo že pisali, in to pa nedvomno, je o ravnatelju Kočevske gimnazije, zelo znanem bivšem predsedniku. Midva sva dobra prijatelja. Pečan, tako, gospod Pečan, Gregor Pečan. Midva sva dobra prijatelja, se poznava še iz časov, ko je bil predsednik ravnateljev, namreč sam sem se kar nekaj ukvarjal tudi na področju izobraževanja v smislu domoljubja. Ugotavljam, in kupene bibliografije na to temo tudi v mojem seznamu, namreč ugotavljam, da nekako smo nehali ločevati med državo in domovino. Ne? In zdaj seveda, ker to zlijemo vse v eno, smo jezni na vse skupaj in se mi zdi, da to ni prav in pošteno, in tako so prišla v kontakt. Midva so se samo pogovarjala o tem, kaj on misli, kako vidi, o tem, da bi šel on sam na listo, ta odločitev ni sprejeta, in da so se samo o tem pogovarjala. Je pa na listi nedvomno kar nekaj ljudi, ki bodo prišli iz Vesne, to je logično. Potem si želim tudi kakšnega župana na listi, ker tudi z njimi sodelujem. Pred zadnjimi državnozborskimi volitvami ste razmišljali, da bi pač neko župansko stranko, oziroma vsaj neko sodelovanje, če že ne stranke. Namreč zdaj kot predsednik SOS-a ugotavljam, da lokalna samouprava v resnici resnično dobro funkcionira v naši državi. To se je pokazalo tudi pri teh ujmah in tako naprej. Da pa imamo kar veliko problemov v smislu komuniciranja z vlado, ki pa sooblikuje našo lokalno samoupravo, in se mi zdi, da je mogoče prišel čas, da bi na ta način tudi bili malo bolj jasni in glasni, če bi se med seboj povezali. No, v tem kontekstu zdaj evropskih volitev si nadejam neke podpore tudi v njihovih občinah, kako bodo se odločili in opogumili od njih, da bi še kdo na listo, še ne vem, ampak še ne bi si. Ali je bilo zato tudi ustanovljeno novo združenje neodvisnih županj in županov? To pa ne, to je pa bila pobuda, ki je prihajala iz Zasavja, kolega Marko Funkel se je za to ogrel. Jaz mislim, da je prav. Njegov vzgib je bil predvsem v tem kontekstu, da če si član neke politične stranke, potem vedno imaš podporo te iste stranke tudi v dogovori z vlado. Zdaj mi nimamo stranke in seveda potem logično tudi te podpore malo manj, in ta analogija je bila, dajmo strniti vrste in morda biti malo bolj slišni, kadar komuniciramo z vlado. Ampak kot rečeno, ker bo moja pot do kandidature preko zbiranja podpisov, ker je potrebno vzpostaviti določeno logistiko, na to sem se naučil iz prve točke našega pogovora, si želim, da bi mi tukaj tudi kolegice in kolegi, tisti, ki to želijo seveda, pomagali na terenu, da bi bilo te podpise lažje zbrati, da bi bilo tudi čim več, seveda, ne sem tisti minimum, ki je predviden v takšnem
primeru in da bi skupaj nekaj dobrega in pametnega naredili. Moje mnenje je tudi, da si lokalna samouprava, ukolikor bom seveda izvoljen, zasluži imeti predstavnika v Evropskem parlamentu. Namreč nobena skrivnost ni, da zlasti, ko se pogovarjamo z vlado, da slišimo na mnogih točkah, veste, Evropa to zahteva, Evropa to ne da, Evropa to onemogoča in tako naprej, pa se je že velikokrat odkrilo, pa nimam sam te vlade v misli, še prejšnje, kako smo si sami v Sloveniji marsikaj zapletli, bistveno bolj kot vlada, kot nam je to zahtevala v navednicah Evropa. In se mi zdi, da je prav, in jaz sem tudi kolegica in kolegov povedal, ukolikor mi to uspe, si želim biti ta povezava tudi njih do Brusla oziroma do vira informacij, ki se nanaša na kohezijsko in druge politike. Vseeno se velikokrat referirate na vlado, ali je vaš končni cilj, bom še enkrat ponovila vprašanje, so potem vaš končni cilj volitve 2026? Glejte, jaz ne zapiram vrat, da je to nemogoče oziroma mogoče, ampak vendar, dajmo narediti korak za korakom. Ta trenutek je vsa moja energija in fokus usmerjen na evropsko zgodbo in želim si resnično k temu prispevati največ, kar znam in zmorem. Seveda, kako bo se razvijalo stvari v Sloveniji do leta 2026, je pa potem stvar mogoče temeljitega premisleka za naprej. Ne rečem pa, da to ni mogoče. No, na to temo še ne boste avtirali danes. Ne, to pa res ne. Drugače, agencija Nina Media vas meri že, mislim, da od jeseni ste tretji najbolj popularen politik, mislim, da po njihovi meritvi, ki jo upravljajo za časopis Dnevnik. Ta ista agencija je za eno političnih strank naročila tudi meritve glede evropskih volitev in tam vam je pokazalo dober rezultat in enega evropskega poslanca, tako da za zdaj so vam ankete naklonjene. Čeprav, kot pravi zelo izkušen politik Matjaž Han, priljubljenost v teh anketah ne zagotavlja nujno uspeha. Se popolnoma strinjam. Zato tudi, ko ste me vprašali, da naj avtiram danes ali bom kandidiral, to ni neposredno povezano z rezultatom, ki ga omenjate. Zdaj, jaz nisem naročil te ankete, to so drugi naročali, zaenkrat finančno si še ne morem tega privoščiti, ampak vendar, odločitev o tem, ali je ta stvar za mene zanimiva ali ne, ni bila sprejeta samo zaradi tega, ampak predvsem zaradi tega, ker menim, da mora biti Slovenija bolj jasna, bolj glasna, bolj prezentna v Evropi, da je veliko prostora za izboljšavo stanja in videnje Slovenije v Evropi. Dostikrat malo za hec upozorim tudi študentke in študente, ali Slovenija zmore več. Pa reču, veste, imamo sem zdaj trenutno 8, zdaj bomo imeli 9 poslancev, težko je, veste, 725 ljudi je tam, ne more se svet spremeniti zaradi tega. Ampak vendar, takoj vrnem z naslednjim argumentom. Danes je predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ona je iz Malte. Malta je manjša od Slovenije in ima manj poslancev. Luksemburg je imel kar nekaj predsednikov Evropskih komisij, pa je manjši od Republike Slovenije. Skratka, hočem povedati, da tudi sam, ko zdaj delam v Kongresu Svete Evrope, ko sem prišel v kongres od 345 županjev iz 46 držav, Slovenija ni bila prisotna. Danes sem v gremiju 4, ki hodimo in nadzorujemo volitve, nadzorujemo implementacijo listine lokalne samouprave in tako naprej. Skratka, naučil sem se in se mi zdi, da se da, če imaš 2 ali pa 3 pogoje. Prvič malo poguma, drugič nekaj vedenja in znanja, seveda jeziki so predpogoj, in tretjič, da imaš predvsem dobro agendo, dobro vsebino. In jaz mislim, da nekaj teh vsebin lahko prinesem tudi Evropski parlament. Nekdo bo sicer rekel, da je to zelo samo všečno, pa vendar menim, da bi lahko več in bolje, in to je bil pravzaprav vzgib. Plus, kot sem prej omenjal, jaz dejansko me skrbi, sicer te teme verjetno danes ne bomo razpravljali naprej, pa vendar pot Evrope in način komuniciranja Evrope v globalnem svetu je za moj okus skrajno zaskrbljujoča. Trmasto vztrajanje v vojnah, trmasto podpiranje napačnih strani, paktiranje z nekaterimi državami, ki definitivno so kreirajo konflikte po našem svetu, to so po mojem mnenju napačne odločitve. In ni rešitev manj Evrope. Rešitev je več Evrope z boljšo in predvsem samostojno vsebino. Evropa mora, po mojem mnenju, jasno definirati svoje cilje in ne ves čas druge spraševati, ali so ti cilji še vedno tudi v njihovem kontekstu. Zdaj smo nestalna članica varnostnega sveta, vendarle. Res je. No evo, pogledajte, kako drugi se trže. Torej je možno priti tudi v tako družbo, elitno družbo, seveda je pa zdaj na nas, kako bomo izkoristili
ti 2 leti, da ne rečem 5 minut, pomembnosti in se mi zdi, recimo ravno včeraj, je bila ta razprava tudi. Mislim, da je pot, ki se je zdaj aktualna ministrica izbrala, bistveno bolj jasna, bliže tistemu, kar sam delim. Ne? Torej, ne moramo se vedno strinjati s stvarmi, ki so dejansko narobe, pa so mogoče malo manj všeč. Ali drugače, smo tako majhni, a pa hkrati lahko tudi tako veliki, da si dovoljmo lahko kdaj povedati, da je cesar tudi gol. No, to mogoče lahko govorite zdaj, ker niste še del Okej, tega drži. političnega establishmenta. Ne boste a ne? intervjuli čez čas. Ok, potem pa z obljubo, da vas bomo prosili, če ne prej za utiranje 2026. Se vam zahvaljujem vas, Barbaro, za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Vam se zahvaljujem za poslušanje, gledanje. Spet smo skupaj čez teden dni.